Dober večer, spoštovane volivke in volivci, pozdravljeni v zadnjem soočenju na televiziji Slovenija pred nedeljskimi predsedniškimi volitvami. Po 32 letih demokratičnega življenja zdaj že vemo, da so volitve praznik. Praznik demokracije in da se nam priložnost, da dejansko večinsko, neposredno in svobodno izbiramo predsednika, ponuja samo vsakih 5 let. Nocoj bomo kandidate spraševali predvsem to, kar se v resnici nanaša na pristojnosti in pooblastila predsednika. Od imenovanj, pomilostitev, razglasitev zakonov, sprave, zunanje politike in obrambe države. In morda tudi o njihovem vrednostnem sistemu. Ob koncu oddaje pa se bodo kandidatom pridružile tudi soproge oziroma partnerke in prijatelj. Dober večer, spoštovani kandidati, kandidatki. Gospa Senčar, ste vi koga prosili za podporo? Ne, prosila nisem nikogar. Sem se javila res različnim strankam, če bi me podprli, ampak ne prav z neko posebno prošnjo. Ampak še nekaj bi povedala. Jaz imam pa občutek ves čas, da smo kot na nekih parlamentarnih volitvah. Rekla bi pa samo to, da predsednik mora biti nadstrankarski in ne levo-sredinski, desno-sredinski ali kakorkoli. On je izbranec ljudstva. On mora biti predsednik tako od levih, kot od desnih, kot od delavcev, kot od delodajalcev, pač od vseh. Zato se mi zdi, da dikcija parlamentarnih volitev tukaj ni primerna. Gospa Senčar, kakšno je vaše zdravstveno stanje? Odlično. Koliko ste sami vložili v kampanjo, ki jo vodite? Če ne štejem to, kar bi itak si kupila obleke pa čevlje, kar itak kupujem, 400 evrov. Gospa Senčar, zastava da ali ne? Jaz celo življenje živim v večstanovanjskem bloku, tudi danes in nikoli nisem bila še zadolžena za razobešanje zastav. So pa ali niso? So. Ruska agresija na Ukrajino traja že 8 mesecev. Zdaj celo v Moskvi priznavajo, da gre za vojno. V njej si je Rusija priključila 4 ukrajinske regije. Evropske države so sprejele 8 svežnjev sankcij. Ukrajini pomagajo humanitarno, finančno in z orožjem. Zadnji podatki s fronte govorijo o raketiranih infrastrukturnih objektih. Obstaja bojazen, da bo okoli 1000 ukrajinskih naselij brez elektrike. Zavezništvo med Putinom in ruskimi generali ostaja trdno. Mirovna pogajanja s Putinom je predsednik Zelenski prepovedal. Kaj lahko storita Slovenija in njen predsednik? Odprto pismo skupine državljanov s prvopodpisanima Spomenko Hribar in Aurelijom Jurijem vladi Roberta Goloba. Prvič, pozovite Bruselj naj vodstvi NATO ali EU napotita v Moskvo ustrezno delegacijo, ki naj preveri pripravljenost ruske strani na pogajanja, o čem in pod kakšnimi pogoji. In še, naj animira Putina, da ustavi vojno in začne pogovore. Slovenija bo pri tem aktivno sodelovala. Njenega soglasja za nove sankcije proti Rusiji in nadaljne oboroževanje Ukrajine sicer ne bo. Čemur smo priča zdaj, je popolna kontinuiteta politike vaše vlade z Janševo, ki je v imenu enotnosti v Evropski uniji in NATO slepo in nekritično sledila vsemu, kar so odločali njuni vodilni pod vodstvom politike ZDA. Torej, teza je, če mirovnih pogajanj ne bo, če slovenska vlada ne bo sama sprocesirala nekega postopka v Evropski uniji in NATO in pritisnila za pogajanje s Putinom, potem naj se Slovenija odpoveduje soglasju pri sankcijah in pri orožju. Vaše stališče, gospa Senčar. Strinjam se s pismom. Podpiram ista stališča, moramo se zavzemati za čim prejšnje pogajanje in moramo nehati pošiljati orožje. Gospod Kordiš. Vsebino tega pisma podpiram ga v celoti in se sprašujem, zakaj mu vlade Republike Slovenije niso sledile že zdavnaj, ne prejšnja, ne aktualna. Kar se v Ukrajini dogaja, je vojna med Putinovim militarizmom na eni strani in imperializmom NATO pakta na drugi strani in ne odgovarja nikomur, izključno pride prav Združenim državam Amerike. Ukrajincem se uničuje država, Rusi običajni trpijo tako pod sankcijami kot pod Putinovim režimom, Evropejci se pa sprašujemo, kako naj se pogrejemo to zimo in kakšne bodo znašale naše položnice. Zato je to vojno treba končati leta 2023, ne šele leta 2030. Ampak jaz mislim vseeno, da med vami ni kandidata, ki ne bi bil za to, da se vojna konča, in ni kandidata, ki ne bi bil za to,
da se vendarle vzpostavi mir. Gre pa vendarle za eno dilemo in o tej dilemi vas sprašujem. Če pogajanj ne bo, če se bo Rusija borila naprej, če mirovne pobude ne bodo uspele, ali naj Slovenija izstopi iz te evropske enotnosti in reče, potem mi ne soglašamo več ne s sankcijami, ne s pošiljanjem orožja. Za to dilemo gre. Gospa Senčar. Ampak mi moramo vendarle v prvi vrsti misliti na naše mame in na naše otroke in kakšno bo blagostanje naših ljudi. V prvi vrsti in vedno, zato se predsednik zavzema, da po svoji vesti in vedno v interesu svojega naroda. Zato je izjemno pomembno zavzeti stališče, ki bo v prid Slovencem. In morda nevtralna drža bi bila veliko bolj primerna za dobrobit naših ljudi. Strategija Zahoda v odnosu do Ukrajine je, da se Ukrajino spreminja v evropsko različico Afganistana in da Zahod tam pelje vojno izčrpavanja proti Ruski federaciji. Zato moramo narediti vse, da se ta usmeritev zahodnoevropskih držav obrne, na čelu s tem, da se sami postavimo proti kakršnemu koli izvažanju orožja, urjenju ukrajinskih vojakov ali nadaljnega stopnjevanja konflikta. Saj smo videli, kaj se je v zadnjih nekaj mesecih zgodilo. Zahod je od države pošiljal orožje, Putin razglaša mobilizacijo. V zrak je zletel civilni most na Kreč, v odgovor so padale bombe po civilni infrastrukturi v zahodnem delu Ukrajine. In to je ta eskalacija, ki se jo lahko vsi bojimo, ki se eventualno lahko konča tudi z jedrskim spopadom. Dajmo ne dovoliti vojnim jastrebom NATO pakta, da nas zlečejo v odkrit konflikt z Rusko federacijo. Zavzemimo se za nevtralnost in za bratstvo med narodi. Ali bi si prizadevali, da ima predsednik rezidenco in predvsem, ali bi si prizadevali, da ima častno stražo zmeraj pred svojo palačo, ne samo ob državnih praznikih, takrat, ko so vrata odprta? Da, ne. Gospod Kordiš. Ne, mislim, da predsednik ne potrebuje rezidence, potrebuje kredibilnost med ljudmi. Mislim, da tudi ne potrebuje še več častne straže, ker vsi skupaj ne potrebujemo tega militarizma v družbi. Raje bi imel pred predsedniško palačo nasmejane, zadovoljne ljudi, da je na mestu predsednika republike končno njihov človek in njihov glas. Gospa Senčar. Meni všeč, če so ljudje okras in častna straža je bolj kot ne ornament ali okras, zato nisem za to, pa tudi nisem za to, da ima predsednik, da vlagamo denar, da bi imel predsednik predsedniško palačo. Ima dovolj protokolarnih objektov, v katerih se lahko izkaže kot dober gostitelj, kot človek ljudstva, kjer lahko sprejme ljudi takšne in drugačne vrste. Naslednja tema so plače. Že velikokrat je bilo slišati, da so najvišje funkcije v naši državi podcenjene, finančno torej slabo ovrednotene ali preprosto premalo plačane. Predlagam, da si pogledamo plače predsednikov držav, predsednikov vlad in guvernerjev nacionalnih bank v sosednjih državah. Začnimo s predsedniškimi plačami. Gre za bruto zneske in mesečne prejemke. In še bruto prejemki guvernerjev centralnih bank. Italijanski guverner prejme 37 000 evrov bruto mesečno, avstrijski 25, slovenski pa dobrih 17 000 evrov bruto. Vprašanje se glasi, gospa Senčar, ali bi podprli zvišanje plač najvišjih funkcionarjev v slovenski državi? Pa smo spet o pogovoru o enotnem plačnem sistemu v javnem sektorju. Ko bojo enkrat vsi ljudje v Sloveniji so premalo plačani, no razen posameznikov, v javnem sektorju so plače prenizke. Ampak ko bo enkrat se bomo začeli o bistvenih stvarih pogajati, kaj je enotni plačni sistem, potem se bomo lahko vprašali, zakaj je predsednik nezadovoljen s plačo, zakaj je zdravnik nezadovoljen s plačo in tako po lestvici navzdol po enotnem plačnem sistemu. Slovenija ni Avstrija, Slovenija ni Nemčija, Slovenija je unikatna, enostavno je plačni sistem enoten. Mi pravzaprav niti ne vemo, ali je predsednik nezadovoljen s plačo. Mi vemo, da se je dnevnicam odpovedal in da se je še nekaterim drugim stroškom odpovedal, tudi v uporabi brunarice. Naše vprašanje je načelno. Ampak je nekoč rekel, kar mi je to povedala gospa, s katero sem se pogovarjala, da jo je zelo, zelo prizadelo, ker je naš predsednik rekel, da je plača tako majhna, da si včasih težko privošči celo frizerja. Gospa Senčar, če bi bili predsednica, vi se boste gotovo spomnili primera Nada Cesarec. Šlo je za prošnjo za pomilostitev, celo zdravniška združenja so se organizirala za to pomilostitev.
Predsednik Pahor se za to ni odločil. Gre za družinsko zdravnico, pri kateri je bil sum opustitve zdravstvene pomoči. Ona je svojo kazen odslužila. Kako bi se odločali vi? V splošnem in kot zdravnica se bi z največjim veseljem, če bi tako presodila in če bi se mi zdelo to prav, ni večjega veselja kot pomilostiti nekoga ali mu vrniti življenje. Ker do konca se bom borila za življenje kot tako. V tem primeru bi jo najverjetneje pomilostila. In gospa Senčar, malenko zaostajate, zato dobite še enkrat besedo. Potem pa lahko povem, v katerem primeru se ne bi nikoli odločila za pomilostitev. Za genocid se ne bi nikoli odločila. Tam pa niti ni možno. Tam pa niti ni možno, tako ja. Tam pa niti ni... Vas zanima moj karakter, ne? Ja, seveda. Hvala lepa za ta odgovor, gospa Senčar. Prejšnje predsedniške volitve so bile zaznamovane z debatami o drugi svetovni vojni in tudi danes se bomo samo delno dotaknili. Še aktualni predsednik republike Borut Pahor je veliko naredil za pomiritev in spravo. Tako doma, kot tudi v odnosih s sosedi. Naj spomnimo, predsednik Pahor se je skupaj z italijanskim predsednikom Mattarello poklonil pred bazoviško fojbo in pred spomenikom bazoviškim junakom. Odnosi zaupanja med predsednikoma so vodili tudi k vrnitvi Narodnega doma v Trstu. Avstrijski predsednik Van der Bellen se je ob 100. obletnici plebiscita v slovenščini opravičil koroškim Slovencem za krivice in zamude pri uresničitvi njihovih ustavnih pravic. Doma je ob Pahorjevih prizadevanjih pred 9 leti uspelo končno postaviti spomenik vsem žrtvam vojn 20. stoletja. Pred mesecem dni mu je o težavah s pokopom žrtev iz Macesnove Gorice pisal Jože Dežman, predsednik vladne komisije za reševanje vprašanj prikritih grobišč. Iz pisma predsednika Komisije Vlade Republike Slovenije za reševanje vprašanj prikritih grobišč Jožeta Dežmana 4 predsednikom, predsedniku države, vlade, državnega zbora in državnega sveta. Umorjeni v Breznu pod Macesnovo Gorico so bili pripeljani iz koncentracijskega taborišča v Škofovih zavodih v Šentvidu. Po popisu žrtev druge svetovne vojne je bilo v Kočevskem Rogu umorjenih najmanj 1500 ljudi, med njimi vsaj kakšnih 100 Ljubljančanov. Ker je trenutno izkopanih žrtev iz Brezna pod Macesnovo Gorico že več kot 3000, je med njimi najbrž tudi precej več Ljubljančanov, kot je znano doslej. Zato je morišče in grobišče pod Macesnovo Gorico še kako ljubljansko. Vprašanje, ki iz tega pisma izhaja, seveda je odnos ljubljanskega župana do pokopa na Ljubljanskih Žalah. Poznate njegov stavek, Ljubljana je mesto heroj, tukaj domobranskih spomenikov ne bo. Kaj bi odpisali gospodu Jožetu Dežmanu oziroma kaj bi storili? Gospa Senčar? Zavedam se, da so bile žrtve na eni in na drugi strani, ker je vojna vedno politični akt. Ravno v uvodu te oddaje smo se pogovarjali v Ukrajini. Po 80 letih se še vedno pogovarjamo o tem, kateri strani so pripadali in zelo malo o tem, da so bili to ljudje, ki so imeli svoje svojce. In tudi svojce je potrebno vprašati, kje želijo, da so pokopani. Iz človeškega vidika, ki je popolnoma apolitičen, naj bodo pokopani blizu svojcev, ki si želijo... Gospa, ni seznamov, kdo je tam not. No, ampak če so ugotovili, se je tukaj rečeno, da je neka določena številka Ljubljančanov, se prav moramo tudi tukaj omogočati grob, kjer so blizu svojci. Zavedati se je pa treba, da v vsaki vojni zgodovino pišejo zmagovalci. So bile pa žrtve na obeh straneh, zato moramo imeti majčkeno več odnosa do ljudi, ne do strani. Hvala lepa, gospod Prebilič, zadnjih 47 sekund. Ja, prihajam iz območja, kjer so se ti poboji zgodili. Meni je kristalno jasno, sem pač zgodovinar, povrh tega še vojaški zgodovinar. Torej, partizansko gibanje je temeljna stvar v naši državi, ki je pripeljala do samostojne Slovenije in tle ni nobene razprave. Zločin, ki se je zgodil, se pa nikoli ne bi smel zgoditi. To je bil zločin proti človeštvu, da se pomori ljudi na ta način in se jih izmeče v jamo. Veste, jaz sem bil sam na teh lokacijah in zelo težko gledati je ljudi, ki pridejo na ogled,
kjer bi njihovi svojci naj pomrli in nimajo kaj videti praktično. Jaz mislim, da to ni dostojanstveno do nikogar in gre za tisto civilizacijsko normo, da moramo najti način, kako te ljudi pokopati. Noben ne govori o glorifikaciji, gre za temeljno spoštovanje umrlih na tej lokaciji in jaz mislim, da je to treba postoriti. Žal mi pa je, da se spet poskuša to zadevo očitno polarizirati in uporabljati za politične namene. Mislim, da bi župan Janković lahko tega ne storil in bi pokazal malo več širine v tem kontekstu. Še enkrat gre za pokop, absolutno ne pa za kakšno glorifikacijo. Zdaj pa soprog, gospod Tomaž Senčar, izvolite, če se nam lahko predstavite in vaše videnje. Dober večer, moje ime je Tomaž Senčar, star sem 51 let, po izobrazbi sem univerzitetni diplomirani inženir elektrotehnike, Sabino sva poročena 25 let. Imam svojo poslovno kariero, pot, tako da v bistvu ne nameravam opustiti tega, seveda bi se pa udeležil dogodkov, ki bi pač jih zahteval protokol. Torej, ob dnevih odprtih vrat bi gotovo tudi vas srečali tam in ob kakšnem obisku koga v Lipici bi verjetno bili zraven ali kako. Pa tudi morda na kakšni poti v tujino. Hvala lepa. Nekaj konkretnih stavkov ali slaba minuta je vaša, da zadnjič nagovorite volivke in volivce in jih prosite za njihov glas. Gospa Senčar. Spoštovani državljani in državljanke, vsi smo si različni. In vendar, zavedam se, ker sem vsak dan med vami, da nekaj pa nas druži. In za te stvari, ki so nam vsem skupne, se bom borila. Eno je zdravje. Kot smo videli v preteklih letih, vam je zdravje ena od najpomembnejših vrlin, vrednot. Zdravje pa ni samo odsotnost bolezni. Zdravje je odsotnost bolezni in stanje popolne socialne, ekonomske in psihološke blaginje. Potem vam veliko pomeni varnost. Varnost ni samo to, da ni vojne. Varnost pomeni tudi, da imamo samooskrbo, da imamo pitno vodo, da imamo vse dobrine, ki so nam dane v naravi in tega je v Sloveniji na pretek, izkoristimo za to, da imamo varno prihodnost. Želim si, da ste sprejeti takšni, kot ste, taki z drugačnimi mnenji, saj samo z drugačnim mnenjem je možen dvogovor. In kadar ni dvogovora, nastopi tišina, tišina pa ni način komunikacije med ljudmi. Včasih bom tudi tiho. Ampak tiho bom samo takrat, ko vas bom poslušala, razmislila o tem in se pripravila, kako bi oblikovala, da bi vam lahko pristopila na pomoč. Kadar se etika in morala ujemata, je zelo lahko biti pravičen. Včasih pa moraš kot etičen človek nastopiti sam. Samo zato, da ubraniš tisto prisego, ki bi jo dala kot predsednica. Da bom po svoji vesti ravnala in branila to, kar je danes že zapisano v naši ustavi. Predvsem pa vse vaše temeljne pravice in dolžnosti in tudi svoboščine. Gospa Senčar, zdaj ste pa nekoliko povečali ta svoj zadnji govor. Na račun gospoda Brgleza, hvala. Hvala lepa. Na koncu pa potem, ker sem upozorjena, obkrožite številko 7. Hvala. Hvala lepa, spoštovani kandidati, soproge, partnerke, prijatelji. Ne boste verjeli, ampak ostalo nam je še slabih 5 minut. In naredimo en tak zadnji krog in lepo prosim, da začnemo enkrat pri vas, gospod Prebilič. Katere so tiste 3 vrednote v življenju, ki vam pomenijo največ? Poštenost na prvem mestu, transparentnost na drugem mestu in pravičnost oziroma občutek za pravičnost na tretjem mestu. To so 3 vrednote, ki po mojem so univerzalne, večne in držijo družbo po konci. Hvala lepa. Gospod Brglez. Svoboda, enakost in solidarnost. Hvala lepa. Gospod Cigler Kralj. Svoboda, družina, vera. Hvala. Gospod Logar. Družina, poštenost in enaka pravila za vse. Gospod Kordiš. Solidarnost, skupnost in pokončnost. Kaj pa prijateljstvo?
Sem pa že ga predstavil na nacionalni televiziji v prime timeu kot svojega najboljšega prijatelja. Ne rabim tega še dodatno počrtati. Bila je šala. Gospa Senčar. Pravičnost, enakost, svoboda. Gospa Pirc Musar. Načelnost, srčnost, energičnost, zauzemanje za človekove pravice vedno in povsod in vsak dan. Hvala lepa vsem kandidatom. To je bilo na televiziji Slovenija pred nedeljskimi volitvami zadnje soočenje. Jutri bomo objavili zadnjo javnomnenjsko raziskavo. Seveda pa vabljeni v našo družbo tudi v nedeljo, ko bomo začeli že dopoldne, volitve pa spremljali ves dan. Kako smo volili, bomo analizirali v posebni večerni oddaji. V nedeljo izberite modro. Upamo, da smo vam z oddajo pomagali do lažje nedeljske odločitve. Vam, spoštovani kandidati, partnerke, soproge, hvala za vsa ta soočanja na televiziji Slovenija, za dobro voljo. Vemo, da ste že utrujeni in upamo, da boste v nedeljo zelo odločno obkrožili glas na predsedniških volitvah. Hvala še enkrat, spoštovane gledalke in gledalci. To je bilo soočenje. Srečno v nedeljo. Hvala lepa.